Ko je Narodna galerija leta 1990 prevzela Macesinu svojo zbirko, so njeni restavratorji ugotovili, da je bila slika obrezana po vseh 4 robovih. Avgusta 1904 je Richard Jakopič našel Groharja doma na Heblerjih nad Davčo pri slikanju nove ambiciozne slike. Grohar se je zaklinjal, da poleti ne bo več slikal, ker je vsepovsod sama zelena solata. Slikarja je uspeh na razstavi v salonu Mitke na Dunaju marca 1904 navdal z upanjem, kar ni se mogel posloviti od Dunaja in je morda celo upal, da bi lahko ostal v prestolnici. Aprila 1904 se je moral vrniti, saj je bilo bivanje na Dunaju predrago in kljub izjemnemu sprejemu razstave kupci niso drli na kup. S seboj je prinesel zalogo platna in se je lotil naročil v Železnikih, kjer je sprva stanoval. Takšne so bile podobe v kategoriji slik za zadovoljitev naročnikovih pričakovanj, kamor sodita na primer zgodnejši Grad Brdo z ribnikom in Arhnetova vila. Macesen pa je povsem drugačna slika. Kot je trdil Ante Gaber, je Grohar začel razmišljati o ciklusu komponiranih krajin v Špajzingu v zadnji četrtini leta 1903 in zato je imel ničkoliko zgledov. Tomaž Brejc meni, da je iz tega nastala serija letnih časov. Razlike v merah posameznih slik, ki jih lahko sestavimo v smiselno serijo, ne podpirajo takšne teze. Gaber je po svoje naštel samo 3 študije v oglju: jutro, poldan in večer. Misliti moramo predvsem na vzornika Giovannija Segantinija in njegov kozmološki ciklus tako imenovanega alpskega triptiha. Ko je dunajska kritika izpostavila domovinskost podob na razstavi pri Mitkeju, je Grohar pomlad celo preimenoval: iz moje domovine. Pomlad in Macesen v prvotni obliki sta približno enakih mer, tretja enako ambiciozna slika pa je Sejalec, zasnovan tudi leta 1905, ki bi v razporeditvi verjetno zavzemal sredinsko mesto. Tudi tega je Grohar kasneje obrezal. Sklepamo lahko, da ga manjka po višini dobrih 10 in po širini okoli 20 centimetrov. Kot kaže fotografija iz Narodne in univerzitetne knjižnice, je nova slika že visela na prvi jugoslovanski razstavi septembra 1904 v Beogradu, a spoznati jo je bilo težko, ker je bila razstavljena pod naslovom Iz Gorenjske krajine. Ko je Grohar kasneje sliko obrezal, je spremenil tudi naslov. S pomočjo dokumentarne fotografije odrezanega dela slike smo lahko ugotovili, da je sličica na Heblerjih zavržen fragment prvotne podobe. Z digitalnim razpačanjem fotografije pa smo določili približne mere prvotne slike. Grohar jo je zasnoval kot nekoliko konvencionalno komponirano panoramsko krajino z notranjim okvirjem, ki ga ustvarjajo drevesno deblo in prve veje krošnje. Tudi takšno kompozicijo je slikar lahko našel pri Segantiniju in jo je tudi že uporabil v sliki Pomlad leto poprej. Najstarejši fotografski dokument redigirane slike je šele iz leta 1910, a v javnem poročilu o postavitvi slovenskega oddelka razstave v Sofiji leta 1906 je že vrisana redigirana verzija z novim naslovom. To pomeni, da redakcijo lahko razumemo še vedno v miselnem procesu snovanja slike, ki je slikarja upravičeno onesrečevala do te mere, da je zadnji kompozicijski poseg napravil s škarjami. Grohar je odrezal kakih 40 cm platna na levi strani in na novo kompozicijo doslikal stan v levem spodnjem vogalu. Nastala je povsem drugačna, udarno modernistična slika.
Izjemno česano fakturo dolgih tankih potez Čopiča razumemo kot slikarjev poklon vzorniku Sagantiniju. Ostro prirezano osrediščeno drevo, vpeto v robove slike, poudari slikovno površino in splošči prostor. V naglo poglobljenem optičnem prostoru si kot japonskem lesorezu sledijo ploskoviti plani grebenov, ki se dvignejo v gorsko kuliso na obzorju. Kvadratni format je za krajinski žanr nenavaden. Najbližje vzporednice, če nekaj zglede zanj, pa lahko najdemo pri Klimtu in za njim še pri katerih drugih dunajskih secesijskih slikarjih, sodobnikih. Macesnovo deblo platno razdeli po vertikali na simetrični polovici in še ostreje prirezane veje ob zgornjem robu celotno formo nalepijo na površino. Prostorski odnosi so se spremenili. Izginil je prostor na levi, ki je oko popeljal do pobočij in ga ob njih usmeril diagonalno na drugo stran, da je pod gorskim grebenom spet podletelo v nasprotno smer dolino za obzorjem. Gledalec ne sedi več v senci pod drevesom, postal je drevo samo, ki zre proti bleščavim vrhovom na obzorju. Tudi signatura na deblu, mladostniško prešerno, s pipcem vrezano v drevesno skorjo, sliko predstavi kot simbolični Groharjev avtoportret.